Dober dan, to je N1 studio. V slovenski javnosti še vedno močno odmevajo pričevanja o nasilju na psihiatrični kliniki, ki smo jih objavili na Poglobljeno na N1. Ministrstvo za zdravje je ukrepalo, a šele mesece potem, ko so bili o dogajanju obveščeni. Kako to in kaj se bo dogajalo zdaj? Kakšne so splošne razmere v zdravstvu? Zakaj se pri reformi stvari zatikajo? Kje so največje težave? Kako rešiti kadrovsko stisko? Minister za zdravje Danijel Bešič-Loredan, dober dan, dobrodošli na N1. Dober dan, lep pozdrav. Minister, začela bova z dogajanjem na psihiatrični kliniki v Ljubljani. Po naših razkritjih in objavi pričevanj o nasilju so se zvrstili najprej številni zaskrbljeni, ogorčeni odzivi. Tudi vi ste najprej slab teden molčali, potem ste vložili kazensko ovadbo zoper neznanega storilca in šli v sistemski nadzor. Ker pa je po vašem mnenju generalni direktor klinike Bojan Zalar po naših razkritjih komuniciral neprimerno, nad njim ste bili izjemno razočarani, ste ga potem pozvali k odstopu. V prvem odzivu je dejal, da se bo poslovil sam, če bo sistemski nadzor pokazal, da je storil strokovne napake oziroma da je zanje objektivno odgovoren. Zakaj ste ga pozvali k odstopu že zdaj in niste počakali na ugotovitve sistemskega nadzora? Če ste dobro spremljali moje izjave in tudi potem, ko smo opravili razpravo na seji vlade, ko smo zamenjali vseh 5 članov, se pravi ustanoviteljice, smo proučili, kako je direktor psihiatrične klinike v javnosti komuniciral. Torej, ob tem, ko se zgodi nekaj takega, ko je jasno, da vendarle nekaj stvari ni šlo v pravo smer, da vendarle je potrebno ozadje, mora človek, ki vodi tako, bom rekel, veliko in pomembno inštitucijo, odreagirati mirno, spoštljivo, mora pokazati spoštovanje in vkolikor se izrazi dvom, mora v ta dvom tudi verjeti in sam pri sebi razložiti, da je pripravljen priti zadevi do dna. Doktor Zalar je pravzaprav naredil nasprotno. Njegovi govori so bili blago rečeno zelo ponižujoči. Razlaga o inkviziciji, razlaga o temu, da v bistvu so bolniki ali pa najbolj ranljiva skupina ljudi nima prav že a priori in da se on med narekovaji s takimi neumnosti ne bo ukvarjal. In to je absolutno nesprejemljivo. In to je bil, čeprav razumem, razlog za poziv k odstopu. Vlada je, kot ste rekli, na četrtkovi seji tudi zamenjala vseh 5 svojih članov sveta zavoda, ker so pač presodili, da je na kliniki vse v redu, da ni nepravilnosti. Kaj zdaj pričakujete od novih, ki imajo večino v tem 9-članskem svetu, da zamenjajo generalnega direktorja, če ne bo odstopil sam? Najprej seveda, da pride do konstitutivne seje novega sveta zavoda, da se imenuje predsednik, potem pa seveda skladno s pooblastili, to je nadzorna funkcija, da opravijo hiter in natančen pregled vse, kar se je zdaj dogajalo in ustrezno seveda pozovejo vodstvo k odgovornosti. Pozovejo ali da ga razrešijo? Ker to možnost imajo. Razrešitev je seveda vedno v vlogi sveta zavoda, mora biti pravno formalno točna in po statutu se jasno ve, kateri so razlogi, da lahko svet zavoda direktorja razreši. Ampak prej do tega pride, je treba videti, pravzaprav je treba najti vse tisto in kar zdaj vidimo, kar se zdaj kaže, precej nepravilnosti je bilo odprej že od leta 18-19, to zdaj vse zbiramo na kup in jaz mislim, da bo prva seja zelo zanimiva. In pričakujete od njih, da bodo to storili? Jaz pričakujem od njih, da ravnajo tako, kot bi mogli sedanji člani ustanoviteljice, da zaščitijo paciente, da zaščitijo ustanovo in da, ko se mesece nekaj takega dogaja, ni možno, da svet zavoda reče, sej je vse v redu, nehajte, lepo vas prosim. Rekli ste na odmevih, da bi šli v sistemski nadzor v vsakem primeru, tudi če mi na N1 ne bi javno razkrili pričevanj, ampak prve informacije so do ministrstva prišle celo že sredi septembra lani, tako je povedal direktor Urada za nadzor kakovosti in investicije v zdravstvu, gospod Aleš Šabeder. Slišali smo časovnico, kaj so delali vse te mesece, ampak verjetno razumete, zakaj se zdi, da ministrstvo ni ukrepalo, kot bi moralo, oziroma da je bilo pri postopkih precej ležerno,
če na eni strani ministrstvo za to ve več mesecev, ministrstvo, ki ima toliko zaposlenih, mi oziroma naša novinarka Barbara Smejila pa je v nekaj tedenskem novinarskem delu toliko raziskala, prišla do toliko pričevanj, ne le pacientov, temveč tudi zaposlenih in nekdanjih zaposlenih. Se vam ne zdi, da bi kot minister pri takšnih obtožbah in pri toliko obtožbah morali prej zaščititi tako paciente kot zaposlene? Če bi mi imeli te informacije zaposlenih in pacientov, ki bi prišli k nam napisali, se podpisali, pokazali, prišli in rekli, da želijo razgovor, da želijo z nami opraviti, bi to tudi naredili. Mi v septembru in tudi kasneje nismo imeli nobenih informacij, takole strnjenih poimensko, imeli smo samo anonimno pismo v nekaj točkah, brez da bi česarkoli imeli spodaj, in ker gre za izjemno problematično tematiko, smo psihiatrično kliniko, ki je vedno taka pot, pozvali, da odgovori šele potem, ko je prišel nadzor zbornice, se pravi babiške nege, in ko je tam lepo pisalo in ko smo potem zavrteli krog in ko smo tudi videli, da se različna pisanja psihiatrične klinike, 4 ali 5 jih je bilo v odzivih, da se stvar ne križa, smo v sredini maja odredili sistemski nadzor, da se ga seveda naredi, je ponavadi potrebno 2, 3, 4 tedne. Zdaj, če boste videli recimo v primerjavi s celjsko bolnico, tam se je zgodilo tako, imena in priimki, vse je bilo jasno, promptno smo odreagirali, tukaj smo pa pač potem na podlagi od marca do maja, ko smo skrižali vse informacije, tudi upoštevaje tisto, kar smo prijeli septembra, se je jasno videlo, da nekaj ne štima. Ja, kot rečeno, direktorja ste pozvali k odstopu, razrešili ste vse člane sveta, ki ste jih lahko. Omenili ste celjski primer, ne? Ta zamenjava identitet, ki vas je močno pretresla, spomnimo se tega, ampak tam ste bili vi pripravljeni celo odstopiti, če bi tako zahteval predsednik vlade, pa vas je pokril. Tu potem ne čutite te objektivne odgovornosti pri tem primeru. Zakaj ne? Kako je to drugače? Še enkrat, če bi mi imeli imena in priimke, točne datume, torej dejstva, pričevanja tako zaposlenih, tako, bom rekel, svojcev ali pa tistih, ki so bili pacienti, kdaj, kje, kdo, na kak način, to, kar tudi zdaj že delno imamo, ne? Ker so ljudje vendarle potem po mojem pozivu prišli do nas, eni in drugi in tudi tretji, bi odreagirali promptno. Danes, ko slišim te ljudi, ko sem se z njimi soočil, vam lahko potrdim, da ima zgodba neslutene razsežnosti in sam kot minister in na ministrstvu bomo naredili vse, da resnično pridemo temu do dna. Ja, rekli ste sami, ne, da ste se že sestali s temi ljudmi. Kaj so vam povedali, česa jih je strah? Ja, zdaj, seveda morate razumeti, vsega vam ne morem razkriti, ampak kar sem videl, očitno gre za neko načrtno ustrahovanje, tako subtilno. Jaz moram reči, ljudje, ki so prišli do mene na ministrstvo, so izražali predvsem strah. Strah, kaj se jim lahko zgodi, nemoč, da so opozarjali na mnoge dogodke in se ni nič zgodilo. Mnogi od njih so pripravljeni tudi pričati. Edino, kar prosijo za anonimnost oziroma za to, da jih ustrezno zaščitimo, ker namreč videti je, da vodstvo klinike preko vseh očitno rok, lovk, kakorkoli rečemo, že sprašuje, kje so, kdo so, kaj so in na kakšen način. In očitno gre res za eno zelo razsežno zgodbo, zaprto, ki se je sedaj odprla. In kot rečeno, mi bomo vse naredili, po potrebi bomo tudi zaščitili vse, ki so prišli k nam na ministrstvo, pa tudi z vsemi organi pregona, ki to upravljajo po profesionalni dolžnosti, smo v stiku in bomo resnično naredili vse. Če so ustrahovani, kdo jih ustrahuje? Omenili ste, da gre nekako prek vodstva zaznati. Torej, vodstvo klinike ustrahuje? Ja, predvsej je bilo teh izjav. Moja obljuba je, da ostanejo skrite, dokler to ne predamo, in ko bodo ustrezni žrtve to obdelili, mislim, da se bo to tudi jasno videlo. Kazenska ovadba, ki ste jo vložili zoper neznanega storilca, za katero kaznivo dejanje pravzaprav gre? Ravno zato, da v bistvu se je dovolilo nasilje nad pacienti, ki ni bilo kaznovano,
v enem delu, v drugem delu pa, da tisti, ki je to dovolil, je seveda soodgovoren. Ampak kakšna je tu kategorizacija? A to pa ne vem. Dobro, ne, ker policija nam tega ne želi povedati, zato zdaj vas sprašujem, ne, ker ste pač vi na ministrstvu vložili sistemski nadzor, ki ste ga odredili, bo trajal 2 do 3 mesece, pravite podobno kot pri celjskem primeru. Kaj vse bo preveril in kaj vse bo zajel? To je največji nadzor, ki ga mi lahko kot ministrstvo odredimo. Gre za sistem, se pravi inšpektorat, strokovne službe, organizacijsko, skratka celotno delovanje klinike. Želja seveda je, da ta nadzor, da ne gremo gledati celo kliniko, ki bi trajalo potem 2 leti, ampak sedaj ciljano z informacijami, ki jih imamo, usmerimo v točno tisto, kar je najbolj sporno. Povedali ste že, da ne boste razkrili, kdo bo ta nadzor opravljal zaradi varnosti izvajalcev. Vas je torej strah zanje? Moram reči, da vsak dan je očitno, da ima zgodba, kot sem že rekel, malo večje razsežnosti. Mislim, da moramo vse, ki bodo v tem postopku sodelovali, ustrezno zaščititi, dokler nimamo epiloga. Moramo vedeti, namreč psihiatrična klinika pa dr. Zalar kot klinični psiholog je seveda tudi izvedenec, ima več kot 30 let izkušenj pri stikih z ljudmi in jaz ti res ne želim, da je to svoje strokovno znanje, ki ga ima, uporabljal pri vodenju bolnice. Pa pri tem nadzoru gre potem za več oseb ali institucij, ki bodo upravljale ta nadzor? Mislim, mi pozovemo, se pravi zdravstveni inšpektorat, zbornico, vsak da člana in potem se sestavi komisija. Pa lahko vseeno morda poveste, kaj več za javnosti pomembno, da ve, ali bodo preiskovali res neodvisni strokovnjaki in kaj je s predlogom Zveze organizacije pacientov, ki vas poziva, da angažirate uglednega mednarodnega strokovnjaka za to področje. Kar se tiče zdravstvenega ministrstva, da komisija bo popolnoma neodvisna in ne bo imela nobene povezave s psihiatrično kliniko, nihče od njih. Kar se tiče pa, bom rekel, mednarodnega strokovnega nadzora, Ministrstvo za zdravje nima pooblastil, da odredi tak nadzor. Pooblastila za strokovni nadzor ima zdravniška zbornica in spomnimo se pred leti dogodkov na kardiokirurgiji, otroški v kliničnem centru. Tam je zdravniška zbornica imenovala neodvisno strokovno skupino, ki je opravila zunanji strokovni nadzor. Zato je bil moj poziv zdravniški zbornici, da k temu pristopi in upam, da bodo to tudi naredili. Ker pristojnosti oziroma pooblastila ministrstvu so za zakonodajo prenešena njim. Ni se pa nadzor še začel? Ne. Kdaj pa bi se lahko? Sistemski? Da. Ne, jaz upam, da najkasneje v 2 tednih. V 2 tednih, dobro. Ste o dogajanju že govorili tudi s predsednikom vlade Robertom Golobom in kaj vam je dejal, oziroma ste z njim govorili že pred objavo našega preiskovalnega članka ali potem? Prej nisva govorila ad personam točno o tem, sem mu omenil, da se tam nekaj dogaja, potem, ko pa je zadeva izbruhnila, sva pa govorila. Kaj pravi? Tudi on je zgrožen, želi, da zadevo izpeljemo brezkompromisno do konca, da se razkrije resnica v celoti, kakorkoli grda že to je. Če se vrnem morda še k tem predlogu vlade, ki je razrešila člane sveta, oni so se potem odzvali, rekli so, da so vaši očitki neresnični in zavajajoči, pravijo, da so z ministrstvom ves čas komunicirali, da ministrstvo od njih nikoli ni zahtevalo nobenih dodatnih pojasnil, da je imelo nobenih vprašanj, tudi v primeru pričevanj o nasilju nad pacienti, s katerimi ste seznanjeni že več mesecev. Kako jim odgovarjate, jih res niste nič povprašali o tem? Pa jaz mislim, da bi te gospodje mogli o tem zelo natančno govoriti na kakem drugem mestu. Vlada jih je razrešila z razlogom, zato odgovarja vlada in mislim, da so te navedbe popolnoma nepotrebne. Torej, ti si član sveta zavoda, ustanoviteljice, če te vlada zamenja z nekim razlogom, je seveda to nek razlog, ki je objektiven. Če greva še morda k nekim političnim razsežnostim tega vodja opozicije, Janez Janša je v zadnjih dneh retweeta Uroša Urbanijo, nekdanjega šefa urada vlade za komuniciranje, zdaj vedi direktorja televizije, ki je zapisal, citiram, očitno svobodnjaki želijo zavzeti psihiatrično kliniko tako, kot so zavzeli tudi Golnik.
Namesto odličnega in dolgoletnega direktorja dr. Rozmana so tudi tam nastavili svoj kader. In še, Janša je delil tudi zapis Romana Vodeba, ki je napisal, citiram, Bojan Zalar je po mojem videnju na udaru politično, zato ker je v eni od Pirkovičevih oddaj na RTV kritično komentiral COVID protestnike. Zdaj, da ne bo nobenega dvoma, nam na ena zagotovo, tu ne gre za nobeno politiko, gre nam za to, da vsi pacienti dobijo varno, ustrezno, dostojno oskrbo in da nikogar, ampak res nikogar ne doleti nasilja. Ampak vendar, gospod minister, kako komentirate obtožbe, da ima vaša vlada tudi politične motive za to menjavo? Mislim, jaz težko komentiram take izjave, ker so spet iz ust predsednika največje opozicijske stranke popolnoma nekorektne. Mi imamo jasno sled, kaj se na psihiatrični kliniki dogaja. Ta sled je prisotna že nekaj mesecev. Križali smo vse informacije. Sedaj imamo tudi seveda izjave mnogih, nove izjave še pričakujemo. To so gola dejstva, ki kažejo na dve stvari. Ena stvar je, da obstaja objektivni sum prekomernega nasilja oziroma uporabe prisilnih sredstev v psihiatriji, ki ga izvaja očitno določena skupina na zaprtem oddelku oziroma na oddelku, kjer se to dogaja. In drugo je v bistvu sum, da vodstvo bolnišnice kljub temu, da je imelo nekaj indicov že nekaj časa, da se to dogaja, ni ustrezno odreagiralo. In ko bomo to dokazali, bo zadeva jasna. In ne gre za nobeno politično konotacijo ali kakorkoli, gre preprosto za dejstvo, da moramo zaščititi ljudi in da je naloga ustanoviteljice, da zaščiti ustanovo. Torej gre tudi za dobro ime, ugled ustanove. Cela ustanova sedaj pade in mi moramo preprečiti, da je ljudi strah in moramo zagotoviti, da se v psihiatrični kliniki dela tako, kot se dela po celem svetu in v ostalih psihiatričnih ustanovah pri nas. Ja, ko bo, če bo do menjav tam prišlo, lahko na tem mestu zagotovite, da to ne bodo menjave po politični liniji? Ja, gotovo. Zdaj, ker je zaradi nasilja, ki se je očitno dogajalo na psihiatriji, do neke mere porušeno zaupanje in ker je to zaupanje nujno, ker tako kot vedno ponovno opozarjamo, to, kar ste že v bistvu tudi vi zdaj rekli, naj se ljudje, ki so v stiskah, ki imajo duševne motnje, bolezni, grejo zdraviti. To je zelo nujno. Kako naj se ponovno vzpostavi to zaupanje javnosti? Kaj bo vse bo ministrstvo naredilo, da bodo vsi ljudje, ki potrebujejo pomoč, šli po pomoč in jo tudi dobili? To je res nujno in tu prosim konkreten odgovor. Ja, tukaj zdaj ministrstvo ne zdravi ljudi. Ministrstvo ima pregled nad sistemom. S sistemskimi ukrepi, z vsemi pooblastili bomo seveda poskrbeli, da tako svet zavoda kot tudi vodstvo opravita svoj del naloge. Odgovornost za vse, kar se dogaja na kliniki, je na strani nadzornika sveta zavoda in seveda upravnika, če lahko rečem, to je vodstvo oziroma direktor. Vkolikor temu ni tako, bomo poskrbeli, da bo temu tako. Potem pa seveda z ustrezno komunikacijo, z ustreznim vodenjem sektorja za duševno zdravje, kar že itak delamo, ker vemo, da je leto duševnega zdravja, v celoti naredili strategijo, bazo, mrežo storitev iz področja duševnega zdravja. Še enkrat več se nam kaže, pravzaprav, kaj predstavlja, ko ni sistemskega nadzora, se pravi, ni enotnega organa, ki kadarkoli lahko odredi sistemski nadzor, ali je to agencija, zdaj imamo UNKIS, ampak je še premalo, in tudi ni sistemskega upravljanja s podatki. Zdaj, če bi mi imeli danes popolnoma digitaliziran sistem, bi videli, kaj se dogaja v Mariboru, v Idriji, v Vojniku, v Ormožu in tukaj in bi zelo hitro prišli tudi s pomočjo uporabe umetne inteligence, da nekaj ni prav. Ali prekomerna uporaba sredstva, ali prekomerno in tega nijemo. Do tu moramo priti. Digitalizaciji prideva še v nadaljevanju. Pri Združenju psihiatrov pri Slovenskem zdravniškem društvu pravijo, da do teh obtožb prihaja v času, ko se sprejema novi akcijski načrt za razporejanje finančnih sredstev na področju duševnega zdravja. Kakšen je ta načrt, o katerem govorijo, kako nameravate razporediti ta finančna sredstva? To smo že rekli, mi bomo pravzaprav jeseni imeli mrežo storitev duševnega zdravja, kjer bo dostopnost pacientom v bistvu bistveno bolj deinstitucionalizirana. Se pravi,
primarno raven centre za duševno zdravje otrok in odraslih, ki so na primarni ravni, bomo okrepili do te meje, da bodo vsaki potrebuje storitev prišel ob kadrovskem manjku in na ta način se bo naredila mreža. Je pa dogajanje komentiral tudi predsednik Strateškega sveta za zdravstvo pri predsedniku vlade, dr. Erik Brecelj, za Radio Slovenije je dejal, citiram, to, kar se zdaj dogaja, ne vem, ali zdaj rešujemo problem, ali rešujemo ministra. V kakšnih odnosih pa sta sicer z dr. Brecljem? Zdi se, da se zaostrujejo. Na Midzu nima nobenega zaostrenega odnosa, z Erikom Brecljem se poznava, res pa, da v zadnjem času ne komunicirava veliko, vrtno, kam vsak preveč svojega dela. No, ampak dejstvo je, da je moral predsednik vlade za izboljšanje komunikacije med vami in njegovim strateškim svetom imenovati posebnega koordinatorja. To pomeni, da očitno se neki odnosi med vama krhajo. Še enkrat, ne bi tega posebej komentiral, midva veva, kako odnosi imava in to je to. Ni nič dileme tukaj za iskati, ne vem kaj. Torej zavračate njegovo oceno, da gre v tem primeru za reševanje, lahko tudi za reševanje ministra? Ne vem, kako bi na tem primeru kdorkoli mene reševal, če jaz klečem te poteze. Ja, sicer pa že nekaj mesecev opozarja, da predlogov Strateškega sveta ne upoštevate, da so jih dali že več kot 70, to je bilo aprila. Še več, za Delo je dejal, da gredo vsi predlogi, ki ne zadevajo Ministrstva za zdravje, hitro v življenje, kar bi moralo narediti Ministrstvo za zdravje, pa da se nikamor ne premakne. Zakaj ne? Ali predlogi njihovi niso dobri, ali niso izvedljivi, ali je težava kje drugje? Ne, mi te predloge vse spremljamo, to ne drži, tudi jih imamo na ministrstvu, vendar predloge spremeniti v zakonodajni postopek je izjemno zahtevno in to lahko lepo prikažemo tudi na primeru digitalizacije kot temeljnem koraku, ki smo potrebovali praktično od novembra lani do sedaj, da smo zakon spisali, uskladili z vsemi deležniki in ga dali v zakonodajni postopek. A vi menite, gospod minister, da lahko to zdravstveno reformo, ki je absolutno prioriteta te vlade, to omenjate vsi v vrhu vlade, na čelu s predsednikom vlade, da lahko to reformo brez podpore dr. Breclja sploh izpeljate? Ali je to njegova podpora ključna? Jaz mislim, da moramo vsi skupaj dati podporo. Ni enega človeka. Gre za to, da se moramo vsi deležniki tukaj strinjati in najti konsens in to je tisto, kar ves čas govorim. Nacionalni konsens med zelo različnimi deležniki do tega more priti in to pot konstantno iščemo. Pa recimo, bom dal en konkreten primer, ki smo ga tudi razkrili na N1, ko je šla vlada oziroma koalicija, gre za poslanski zakon, v preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Ne samo, da o tem skoraj do zadnjega niso nič vedeli koalicijski partnerji, to je šlo mimo Strateškega sveta za zdravstvo. Ali bodo tudi naslednje poteze vaše, kakšne takšne, ki bodo šle mimo tega Strateškega sveta? Zdaj, tu moramo biti kristalno jasni. Torej, poslanski zakon, poslanske skupine Svoboda je bila hitra in nujna reakcija na dvig premije. Mi smo tukaj zaščitili ljudi, to je tudi, mislim, da predsednik vlade natančno obrazložil strateškemu svetu in tu jaz ne vidim nobenih težav. In v nadaljevanju pri drugih stvarih ne bo šlo tako, da bi šlo mimo Strateškega sveta? Dobro, omenili ste že prej digitalizacijo, zdaj je to šlo naprej. Kako bo torej to delovalo? Kdaj ne bomo več prenašali svojih kartonov od zdravnika do zdravnika, kot ste v četrtek na tiskovni konferenci? Zdaj, ko bo zakon sprejet, bo začel veljati 1.1.2024, potem nas pa čaka verjetno leto, dve, da bomo v celoti sistem digitalizirali. Se pravi, po naši oceni, če bo vse teklo gladko, zakonska obveza je, mi imamo že zelo veliko baz, bi precejšen del tega že mogel teči 1.1.25. Končna verzija oziroma končno stanje bi moglo biti pa 1.1.26. In takrat, kaj se bo zgodilo potem z našimi zdravstvenimi kartoni, ne bodo več v papirnati obliki? Ali bodo poskenirani, ključni podatki bodo in vse bo potem digitalno. Prek zdravstvene kartice, ki jo imamo, ali bomo potrebovali še karkoli drugega? Ne, preko kartice. Zadnja stvar, ki ste jo naredili na vladi, je sprememba interventnega zakona in sicer zakon še vedno omogoča plačilo zdravstvenih storitev po realizaciji, vendar le za izbrane zdravstvene storitve. Kaj naj bi to prineslo pri čakalnih dobah, ki so se do zdaj generalno samo podaljševale? Zdaj, okoli čakalnih dob bomo mi natančno
pripravili. Namreč mi vidimo razliko 18, 19, 20, 21, 22, 23, priliv na potnico sistem in v bistvu imamo pravka s tako imenovanim covidnim repom in če tega ne bi bilo, bi bile čakalne dobe v nebo. To je prvi del. Drugo, kar smo sedaj naredili, ker smo seveda ugotovili, da pri temu prihaja do anomalij, do zlorab tega, da smo sistem v celoti odprli, bomo na podlagi resničnih čakalnih vrst, zmogljivosti sistema in ustreznih podatkov denar usmerili tam, kjer je najbolj potreben, kjer ljudje najbolj čakajo in tudi po oceni, kjer gre v bistvu za storitve, ki imajo najbolj blagodejen vpliv na zdravstvo, na to, da če se tega ne naredi, se lahko zdravstveno stanje bistveno poslabša, ker niso vse storitve enake. Ampak že pred 10 meseci, minister, so bila opozorila, da se bo zgodilo točno to, kar se je zgodilo zdaj, da se bodo čakalne dobe še povečale. Tako je takrat govoril tudi Dorjan Marušič iz Strateškega sveta, tudi na ZZZS so opozarjali, da ne bo delovalo. Zakaj ste torej čakali toliko časa za ta popravek? Saj se je nekako že na začetku videlo, v katero smer gre, ali pač ne? Ne, ni se videlo, sedaj imamo vse podatke, zakaj smo čakali, zato ker se je v celoti razgalil sistem. Po vsem tem času je sistem razgaljen. Mi smo videli, kam gre tok denarja, zakaj gre tok denarja tam, kje so anomalije, ampak generalno smo pa toliko in toliko ljudem omogočili storitev, ki je sicer ne bi. In čakalne vrste še nekaj časa ne bodo tako radikalno skrajšale, kot bi mi radi, ravno zaradi tega, ker se dogaja v celi Evropi. Torej, če je sistem 2021 v 20% stal ali pa tudi več, je ta input, ki ga zdaj imamo v 22 in 23, absolutno prevelik. Tudi iz stališča vaše stranke Gibanje Svoboda je bilo razumeti, kot da je bil ta projekt neuspešen. Ali vi menite, da prav zaradi tega projekta, da so se podaljšale čakalne dobe, da je prav zaradi tega zdravniki odhajajo iz javnih zavodov? Ne. Vse to se dogaja zaradi post-covidne krize, v katero je celo zdravstvo in mi se ne razlikujemo od Evrope. Mi, če bomo pogledali, kaj države okoli nas delajo, da pridejo na stanje pred covidom, bomo videli, da mi počnemo pravzaprav popolnoma enako. Boste v skrajševanje čakalnih dob vendarle vključili tudi čiste zasebnike ali ne? Ko bomo dobili ustrezne podatke, ko bomo natančno prišli do razmerja povpraševanja potrebe in ko bomo videli, kakšne so potrebe resnično z verodostojnimi podatki, se bomo o tem odločili. Nismo še tam. Ker danes ko bomo imeli podatke, danes vidimo, da nimamo pravih podatkov in ključna razlika je, čakalne dobe se mirijo in so po vrsti zdravstvenih storitev. To je ena kategorija, to kategorijo je vpeljal NIJZ. ZZZS te kategorije ne priznava in ta dva sistema sta nekompatibilna med seboj. Pa so po vaše zasebniki del problema ali del rešitve? Niti ne del rešitve, niti ne del problema. Mi moramo v bistvu oceniti najprej, moramo priti do verodostojnih podatkov, zmogljivosti obstoječega javnega zdravstvenega sistema. Ampak niste to v zadnjih, se upravičujem, mesecih delali? Ja, ampak še vedno nimamo. Mi nimamo podatkov. Danes vidimo, da nimamo pravih podatkov. Podatki ostajajo pri izvajalcih, nimajo zakonske obveze. Še enkrat, vrsta zdravstvene storitve in plačilo, po kateri izvaja ZZZS, se ne ujemata. Eden od ključnih delov zdravstvene reforme so spremembe plač, ampak bo to očitno dogovorjeno in realizirano bistveno kasneje, kot ste napovedali. Dejali ste, če dogovora ne bo do 30. junija, bo morala vlada prevzeti politično odgovornost. Kaj se bo zgodilo 30. junija? Vlada je imenovala skupino, novo, sklep vlade je jasen, bil je pred enim mesecem in takrat bomo potem videli dalje. Torej, na osnovi vsega ima vladna skupina polno pooblastilo za pogajanja z vsemi sindikati in bomo videli potem, kaj se bo zgodilo. Zato je ta skupina bila na novo pooblaščena in ima mandat, da zadeve pelje. In 30. junija torej nihče ne bo prevzemal politično odgovornost? Zaenkrat ne. Pa je še vedno, a je že kakšen nov rok za to? Ne vem, ker nisem član te skupine. Ja. Pa si želite, da bi bil, dokdaj si želite, da bi bila ta stvar rešena, vendarle ste minister za zdravje? Ja, čim prej. Ampak kot rečeno, vladna skupina je dobila pogajalska izhodišča vlade, mandat vlade, da se z vsemi, bom rekel, skupinami, sindikati v javnem sistemu pogaja.
Ja, težave s kadrom v zdravstvu so zdaj že takšne, da veliko operacij odpade, ker ni medicinskih sester. Zdaj sem videl prejšnji teden zdravniki, jih celo že javno prek televizijskih zaslonov pozivajo, dobesedno prosijo, da pridejo delati v javno zdravstvo, ker brez njih ne morejo. Vi v bistvu priznavate, da rešitve tukaj ni, vsaj ne na kratek rok. Vprašanje pa je, kaj pa lahko potem naredite, kam lahko usmerite svojo pozornost. Najbrž tisti pacienti, ki so frustrirani zaradi trenutnega stanja v zdravstvu, ne želijo slišati od ministra za zdravje, rešitev ni. Glejte, če minister za zdravje v tem primeru nima rešitve, prav da to povemo. Torej, kadrovska stiska medicinskih sester je v celotni Evropi nepopisna. Medicinskih sester ni. Covid je pustil tragedijo v sistemu, ljudje v sistemu so obremenjeni, šli so ven iz sistema in ne želijo v ta sistem se vrniti. Tu Slovenija ni nobena izjema. Kadarkoli pridem na srečanje ministrov v Evropi, se pogovarjamo samo o tem. Kje bomo našli medicinske sestre, kaj jim lahko damo, kaj jim lahko ponudimo, da se v sistem vrnejo, in nihče od kolegov nima rešitve. Vse sestre grejo ven, če grejo iz sekundarnega, se pravi iz bolnišničnega nivoja na primarno raven, so države še srečne. Žal pri več kot polovici držav grejo ven iz zdravstvenega sistema in se v sistem ne želijo vrniti. Dobro, verjetno se pogovarjate vseeno o nekem naboru nekih možnih rešitev. Vendarle ste na položajih svojih z vsemi kolegi ministri iz vse Evrope ravno zato, da te težave rešujete. Že, ampak kot rečeno, v tem trenutku nihče od nas v Evropi tukaj rešitve nima. Tudi če se jim plače dvignejo, tudi če se najde kompromis, tudi če spremenimo pogoje dela, preprosto medicinske sestre v sistem po covidu ne želijo iti. Lahko da bo zgodba trajala leto, dve, da se nekoliko odpočijo, da pride burnout, lahko bomo s sistemskimi spremembami našli način, ampak vidimo, kako je s kadri po celi Evropi, in žal smo danes tukaj v tej situaciji, ker nihče nima čarobne paličke, ker to ni več denar. Denar jih ne zanima. Ni jih možno več kupiti. Lahko da bo treba prerasporeditev, še večja digitalizacija, še večja razbremenitev. Skratka, nekaj bo treba najti, da zadeva pride do točke, ki smo jo imeli pred covidom. Če rečemo kakšno še o financiranju zdravstva, kakšna bo tu sprememba po preoblikovanju dopolnilnega zavarovanja? Se bo košarica pravic krčila ali bomo morali državljani plačevati višje prispevke ali pa morda obstaja še kakšna tretja možnost in kaj to je? Ja, ta razprava bo začela zdaj teči, torej mi smo na poti do končne ukinitve obstoječe oblike dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Vlada je najkasneje do 1.1.2025 zaščitila ljudi in višino premije. Našli bomo denar, da zagotovimo, da ob obstoječi košarici, kot temu pravite, vsi dobijo storitev enako kot je danes, ob tem, da prispevajo 35 evrov. Bo pa usporedno, se pravi ta mesec, julij, avgust, september, mi moramo nekje do oktobra, novembra vedeti, kako se bo slovensko zdravstvo financiralo, na kakšen način, od 1.1.2025 dalje. Zakonodajno spremembo bo treba dati do konec tega leta, najkasneje spomladi drugo leto. Kaj pa zakon o ZZZS, kdaj bo ta obravnavan na vladi? Zakon o ZZZS sprejemamo, torej ko smo ga dali v javno obravnavo, smo dobili zelo veliko, bom rekel, različnih pripomb, mnenj, res veliko. To smo zdaj poskušali dati na nek skupni imenovalec, in ko bo zadeva vsaj predstavljena ekonomsko-socialnemu svetu, jo bomo predstavili tudi javnosti. Pa je že koalicijsko usklajevana ali to šele po ESS-ju? En del je že, zato ker smo vrteli že kroge prej, to vse teče usporedno. Kateri del pa je tisti najbolj neusklajen? Več točk je, tako da jaz mislim, da moramo počakati, da pridemo ven in potem bomo javnosti pojasnili, kaj vse smo v tej javni razpravi upoštevali in kaj se ni dalo upoštevati. Dobro. Kaj pa Ministrstvo za finance? Zdaj smo videli, kako ustavlja načrte Ministrstva za solidarno prihodnost, ki želi neomejeno krpanje primanjkljaja pri dolgotrajni oskrbi, in zato zakon v četrtek ni bil na vladi še. Kje Ministrstvo za finance ustavlja vas? Ne, da bi mi imeli kakšne indice, da bi nas Ministrstvo za finance ustavljalo. Ne, jaz moram reči, da sva z ministrom za finance vsak dan v stiku. Midva se oba zavedava
kaj pomeni ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Oba si želiva sistemske spremembe v smislu sistemskih sprememb v celem zdravstvu, od racionalizacije upravljanja do tega, kaj se dela in kaj ne. Tako da v tej luči nimam takih indicov in tudi tega ni. Pa zdaj že imate oceno, kdaj bodo vsi reformni predlogi, ki jih načrtujete, pod streho in koliko bodo skupno stali? Se je tu karkoli spremenilo v zvezi z časovnico? Ne, vse ostaja enako. Mi predvidevam, da bomo do konca tega leta vse imeli spisano in dali tudi v zakonodajni postopek. Najverjetneje bo kakšen mesec zamik, ampak do spomladi drugo leto bo vse na mizi. Vse na mizi, kdaj pa bo začelo veljati? Ja, če gre skozi parlament, 1.1.25. Koliko pa bo vse skupaj stalo? Ne, da bi stalo, torej znotraj, kot rečeno, mi moramo financiranje imeti. Veliko denarja je v sistemu z racionalizacijo, lahko znotraj okvirnega in del, zdaj da bi imeli nek neto znesek, vam težko rečem, ker je zelo odvisno, kako bomo financirali zdravstvo od 1.1.25 dalje. Ja, vhodni podatki. Kdaj boste našli rešitev za ureditev razmerja med javnim in zasebnim? Napovedali ste, da bo ločnica pred koncem leta jasneje zarisana. Kako jo boste določili? Ja, se pravi, to vam težko rečem, ko bomo imeli mrežo, ko bomo videli, ko bodo vse kapacitete jasne, ampak Evropa nam je dala jasen, v bistvu tako, kot se dogaja v Evropi. Eno je nadzor in drugo je izjemno stroga regulacija poklica in dejavnosti. To so trije mehanizmi, nadzor, regulacija in seveda jasna digitalna transparentnost, ker se v vsakem trenutku vidi, kdo, kaj, kje, koliko naredi. To je pot. Pri koncu sva, gospod minister, še nekaj vprašanj. Odkar ste minister za zdravje, v političnih kuloarjih kroži kar veliko informacij o vas, pa greva kar po vrsti. Prva je, da boste na neki točki odstopili kot minister za zdravje in da je to lahko celo dogovorjeno s predsednikom vlade. To drži? Nič ne drži. Torej, lahko rečete, da boste do konca mandata te vlade, vi minister za zdravje, in da boste svoj mandat končali? Kar se mene tiče, da. Da. Torej, ali ste pripravljeni morda vezati zaupnico na svoj položaj, na reformo, če vam ne uspe? Ste o tem kaj razmišljali? Da, ampak tam pridemo, moramo najprej priti do tam. V kakšnem smislu? Boste vezali zaupnico na kakšnega od predlogov zakonov v parlamentu? Cel paket. Torej, zakonodajne spremembe morajo biti sprejeti in 1.1.25 moramo imeti drugačen, boljši sistem za ljudi. Ampak, če prav razumem, vezava zaupnice vašega položaja na ta zakonski predlog v parlamentu in ko bodo poslanci o tem odločali, bodo obenem odločali tudi o vašem položaju ministra za zdravje. V paketu, ko pridemo do tam. Dobro. Slišati pa je bilo tudi, da imate ambicije prevzeti položaj Roberta Goloba, torej predsednika vlade. Ali to drži? Torej, to vas ne zanima? Dobro. Po informacijah ena kar nekaj dvignjenih obrvi v koaliciji in tudi visoko v vladi povzroča to, da 20% zdravniškega dela še vedno opravljate pri kolegu Bitencu. Doktorju Bitencu je lastnik kirurgije Bitenc, pomemben član izvršilnega odbora Zdravniške zbornice Slovenije, velja za najvplivnejšega zasebnega zdravnika pri nas. Zakaj vi vztrajate v bistvu pri tem odnosu z gospodom Bitencem in kolikšen je njegov vpliv na to, kar vi na svoji javni funkciji kot minister delate, počnete? Doktor Bitenc nima vpliva na to, kar jaz počnem kot minister. Jaz sem v kirurgiji Bitenc zaposlen, bil sem to še prej, sem končal svoje delo v javnem zavodu in ko so me iz javnega zavoda izvrgli ven, sem pri njemu našel pot, da lahko delam svoje delo in to bo ostalo. Tudi, torej v javno zdravstvo pa ne bi šli delati teh 20%? Ne, ker nimam kje delati. Ta javni sistem me je izvrgel, ravno zato, ker sem poskušal delati. Ampak, a ne bi bil to recimo zgled promocije javnega zdravstvenega sistema, ki ga želite rešiti, kot pravite? Ko ga bomo reformirali, se bom lahko pogovarjal, če se bo dalo. In takrat potem dopuščate možnost, da bi šli? Da. Dobro, bomo seveda z zanimanjem spremljali. Za danes pa, gospod minister Bešič Loredan, najlepša hvala, da ste prišli na N1 in za tale pogovor. Hvala za povabilo, z veseljem. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda vse, kar se bo še dogajalo v zvezi z našimi razkritji o dogajanju na psihiatrični kliniki, skratka o epilogu zgodbe, ki ga vsi čakamo, boste brali na n1info.si. Iz studija pa le še lep pozdrav in nasvidenje.